Danes vam bi predstavil v bistvu dve zadevi, zelo mogoče nekoliko daljši. Prva stvar, ki vam bi rad predstavil, je novela stečajnega zakona, druga stvar, ki pa je pa Hypo skupina in pa dogajanje okoli nje in naša zahteva za sejo odbora za notranjo politiko, javno pravo in pravosodje. Kar se tiče stečajnega zakona, ne vas spomnim mogoče na tri podatke. Prvi podatek je ta, da je 11. januarja po tisti znani seji koalicije o prednostnih nalogah minister Gaspar je povedal, da je ena od prednostnih nalog tudi popravek stečajnega zakona. Mislim, da je bilo 14 dni kasneje ali tam nekje okoli 20. januarja pa minister Zalar rekel, da stečajni zakon ni potrebno nobenih popravkov. Kaj je torej res? Včeraj pa ste lahko slišali ministra Zalarja, da ponovno proučuje tako imenovan stečajni zakon in da namerava predlagati neko novelo zakona. Smo reči tako, da vsakodnevno dobivamo zahteve, pisma obrtnikov, podjetnikov, upnikov, gospodarstva, če lahko rečem, da je tukaj nekaj narobe in da so potrebni takojšnji ukrepi. Jaz sem že na januarski seji državnega zbora rekel, da bomo ta zakon ponovili, kolikor ga bo koalicija zavrnila. Včeraj smo to naredili, ampak ne v obliki, kakršni je bil prej. Mi smo povzeli tisto obliko zakona iz meseca januarja v večjem delu in ga tudi nadgradili z nekaterimi drugimi členi, ki vam jih bom predstavil. Zelo na kratko, če povzamem tisto, kar je bilo že na januarski seji in kar sedaj ponavljamo, to je pravica upnikov do pogleda v dokumentacijo. Ne vas spomnim, da se verjetno ne bi zgodilo, če bi to, kar se je zgodilo, če bi imeli tako določilo že v zakonu, namreč upniki danes nimajo pravice do pogleda dokumentacijo, če pa bi jo imeli, bi pa takrat že zdavnaj ugotovili, da stečajni upravitelj posluje svojim lastnim podjetjem, ki mu je nakazal 180 000 evrov. Drugo, kar je ponavljamo v te korespondenčne seje, minimalne stroške, tretje, kar je ponavljamo, plačila sodnih taks. Namreč delavci, upniki ne morejo plačevati sodnih taks in nobenega razloga, da jih v to silimo in predvidevamo seveda, da so upravičeni tega plačila. Kot tretje, da stečajni upravitelji ne morejo poslovati s gospodarskimi subjekti, kakršnimi koli, ker imajo oni sami lastniški delež 5% ali več. To se je zgodilo recimo v Elanu, ker je stečajni upravitelj sklenil posle z firmo, katere solastnik je sam in ji v določenem obdobju nakazal celo 180 000 evrov. Naprej predvidevamo disciplinske postopke, tako kot smo jih predvideli že takrat, da jih vodi ministrstvo in da jih ne vodi zbornica stečajnih upraviteljev. Nadgradili pa smo ta zakon z naslednjimi elementi. Poglejte, danes se dogaja to, da firma, ki gre v stečaj ali ki gre v prisilno poravnavo, ustanovi neko bypass firmo, na katero prenese tisto, kar želi. To je premoženje, mogoče nekaj delavcev in deluje naprej. Tisto, kar pa pusti za seboj, je pa na cesti. Mi predvidevamo v tej noveli zakona eno zelo radikalno rešitev, to pa je, da ko se firma znajde v stečaju, odnosno prisilni poravnavi, ni možno več ustanavljati nekega bypass podjetja, na katerega, tako kot se je zgodilo recimo v primeru SCT-ja, na katerega se prenese premoženje, delavce se pa pošlje na cesto. Skratka, novela zakona predvideva 10-letno prepoved ustanavljanja kakršnega koli gospodarskega subjekta, ukolikor ga je nekdo prejšnjo firmo spravil v stečaj. To je primer SCT-ja recimo. Dalje, prisilne poravnave. Poglejte, kaj so danes prisilne poravnave? Prisilne poravnave so danes, čisto enostavno povedano, uradna goljufija podizvajalcev. Pomeni, nekdo da firmo v prisilno poravnavo in reče, v 10 letih vam bom poplačal 20% terjatev. Jaz sem samo v svojem lastnem okolju kar dve firmi, ki sta na poti stečaja, ker ste upravljali SCT-ju podizvajalske posle. In tam bo kar nekaj delavcev na cesti, kot kaže. Zdaj, v takih primerih mi predvidevamo kaj, da če
ni možno poplačati vsaj 70%, v prvem letu vsaj 70% terjatev, potem prisilna poravnava ni mogoča, ampak je možen samo še stečaj. Ker danes se dogaja to, da nekdo razglasi prisilno poravnavo, reče v 5 letih vam bom plačal 20% in mirno posluje naprej. Vsi podizvajalci, dobavitelji, recimo Merkurju ali pa še kje, pa dejansko ostanejo brez vseh sredstev. Še neko novost predvidevamo, in sicer to, da ob razrešitvi stečajnega upravitelja, ki jo naredi sodišče, ima danes ta možnost pritožbe, in pol ostane na tistem mestu in se pritožuje v nedogled. Predvidevamo, da razrešitev stečajnega upravitelja s strani sodišča in če se on pritoži, to ne zadrži izvršitve. Pa tudi sedajni kazni iz 800 na 4000 evrov pri prenosu premoženja na neka druga podjetja predvidevamo povečati na 10% mase terjatev. Toliko v stečajnem zakonu. Kar se tiče pa zadeve Hypo, bom rekel takole. V zadevi Hypo smo vložili včeraj zahtevo za izredno sejo odbora za notranjo politiko. Glede, novinarji ste v preteklih dneh od 9.2. razkrili toliko informacij na tem področju, da jim pravzaprav tudi sam komaj sledim. Nima smisla ponavljati to, kar ste vi že razkrili in to, o čemer že poročate. In moram reči, da sem vam hvaležen, da to počnete. Zato ne upozorim samo na naslednje stvari. Glede, 9.2. se je zgodila ta bliskovita akcija avstrijskih lastnikov. Mi smo tam videli angleško, nemško govoreče varnostnike. Jasno je, da so odnesli mobilne telefone, da so odnesli računalnike, da so odnesli določeno dokumentacijo, pri čemer pa ni jasno, kaj počne slovenska policija. Pa si lahko zamislite, kako bi izgledalo, če bi slovenski lastniki Ljubljanske banke se odpravili v Frankfurt, recimo z eno našo varnostno službo, recimo varnost ali kaj takega, pa bi sredi Frankfurta preiskali prostore vodstva Nove Ljubljanske banke v Frankfurtu, zunaj bi stali varnostniki, ki bi govorili slovensko in vse skupaj bi iz Frankfurta prenesli v Ljubljano. A mislite, da bi nemška država to dovoljevala in gledala? Nikakor ne. Nikakor ne. Za vas ni samo vprašanje varnostnikov, kaj so delali tukaj in ali so imeli licence. Namreč to zdaj preiskuje ministrica Kresalova, potom svojega inšpektorata za notranje zadeve. Zelo veliko indicov je, da avstrijski organi državni ne zaupajo slovenskim državnim organom in da so to akcijo v Ljubljani v skupini Hypo speljali sami brez sodelovanja naših organov. Poglejte, lansko leto je bilo jeseni, je policija sporočila v Hypu, od konca avgusta 2010 se ne ukvarjamo več s to skupino. Podali smo poročilo tožilstvu. Kaj so oni iskali? Oni so iskali pravzaprav morda vas, novinarje, ker so preiskovali to, kdo vam je dal, odnosno kdo je dal v javnost seznam posojilojemalcev. Zadevo so zaključili s poročilom, in to v strokovnem jeziku pomeni, da niso nič najdli, da ni kazenska ovadba. Lani smo imeli kaj? Lani smo imeli menjave v Avstriji, v tej skupini, imeli smo menjave na Hrvaškem, v katero je bil vpleten celo, kot kažejo podatki, bivši hrvaški predsednik vlade. Preiskave tečejo v Avstriji, preiskave tečejo na Hrvaškem, v Sloveniji nič. V Sloveniji nič. 9.2. se zgodi to, kar se zgodi. Pri čemer se mi postavlja osnovno vprašanje, ali je slovenska policija tu sploh sodelovala? In še temeljno vprašanje, ali so oni odnesli vse te materialne dokaze v obliki telefonov, podatkov, računalnikov in tako dalje, kar lepo v Avstriji. Tega danes ne vemo. Policija je 9.2. sporočila samo to, da vodi več predkazenskih postopkov. To je neko sporočilo,
podobno tistemu vodimo predkazenski postopek zoper ministrico za notranje zadeve v primeru NPU. Minilo je leto dni, ali pa minilo bo leto dni, ne? In ta predkazenski postopek še kar vodijo. Naj vas spomnim, da je tudi to posojilo za nacionalni preiskovalni urad gospodu Pogačarju bilo dano se strani Hypo banke v obliki leasing kredita. Sami ste poročali o seriji nekih posojil gospodu Senici. Vemo tudi to, da to ste razkrili tudi sami, da so povezave z Liechtensteinom, davčno oazo, s poštnimi nabiralniki in tako dalje. Jasno je pa treba reči to, da je Hypo banka neke vrste dvorna banka LDS. Vse se giblje okoli LDS. Tudi vsa vaša poročanja se giblje okoli tega. Ste bom našteval vseh teh zadev, ker ste jih pravzaprav preiskali tako daleč, kot ste jih že sami. Ampak treba si postaviti eno temeljno vprašanje in s tem bom zaključil. Kako lahko policija vse to preiskuje? Kako? Na čelu policije, odnosno ministrstva za notranje zadeve, je Katarina Kresal. Drugi člen zakona o policiji je pa jasen. Minister za notranje zadeve, v našem primeru ministrica, usmerja in nadzoruje delo policije. Torej, usmerja in nadzoruje tiste, ki preiskujejo njo in njenega partnerja. Kako? To nam bodo povedali in to jih bomo na izredni seji vprašali. Predsednika vlade pa v enem od sklepov pozvali, da gospe ministrici pokaže vrata. Ali bo on to naredil ali ne, je odvisno od njega.